Počep, potisk s prsi in mrtvi dvig. To so tri discipline klasičnega troboja moči oziroma tako imenovanega powerliftinga. Gre za športno panogo dvigovanja uteži, v kateri se je na že 10. državnem tekmovanju v Kidričevem pomerilo 44 tekmovalcev. Najboljši pa kot za šalo dvignejo tudi več kot 200 kilogramov. Zakaj je ta šport čedalje popularnejši? Koliko je trdega dela in odrekanja ter kdo vse se lahko z njim ukvarja? Tina Švajger. 10 žensk in 34 moških je danes v Kidričevem merilo mišice. Profesionalni dvigovalci uteži so pogosto športniki iz drugih panog. Na začetku sem igral nogomet in sem spoznal trenutnega svojega trenera, s katerim sem začel delati na moči. Hitro smo ugotovili, da sem zelo hitro napredoval. Potem pa sem kasneje izvedel, da dejansko obstaja tekmovanje v tem. Čez otroštvo sem plesala, nisem nikoli vstopila v fitness, potem je bila pa korona, glih karantena in tako, in sta brata iz enega fitnessa dobila opremo in sem res padla noter. Oba sta že kmalu začela celo podirati rekorde. V državi najtežji mrtvi dvig in pa skupni seštevek. A uspehov ne prinesejo zgolj redni treningi, disciplina in odrekanje, pač pa tudi uravnotežena prehrana. Pomembne so beljakovine za mišično rast, pomembni so pa tudi seveda hidrati in maščobe za energijo. Moram reči, da imam dobro ženo, tako da je zelo pozorna tudi na to. Ja. Zanimanja za ta šport je čedalje več. Nekje vrhunc kariere bi rekel, da dosežejo po 30 letu večinoma tekmovalci. Imamo pa vse starosti, tam od 14 let naprej je uradno dovoljeno tekmovanje, imeli smo pa tudi tekmovalce že čez 70 let stare. In koliko lahko najmočnejši med njimi dvignejo? Absolutni rekord v mrtvem dvigu pri ženskah znaša 213 in pri moških neverjetnih 350 kilogramov.